Pozdravljene, drage gledalke, spoštovani gledalci. Poletje se bliža svojemu vrhuncu, kar vse bolj čutimo v lenobnem razpoloženju, iskanju sence in hladne pijače. Vse več je tistih, ki odhajajo na dopuste, po nova doživetja, nove energije in počitek. Vse je na videz povsem normalno in tako, kot smo navajeni odprej, a vendar tam nekje v ozadju spet preti nov izbruh COVID virusa, tokrat inačice Delta. V velikem upanju, da do tega ne bi prišlo, vsem polagamo na srce, da še vedno upoštevajo preventivne ukrepe in, če se le da, cepljenje. Nocoj poudarjamo, nedeljski referendum o vodah ponovno deli javno mnenje. Litijski občinski svetniki so še zadnjič pred počitnicami imeli izredno sejo. Zdravstveni dom predstavil rezultate cepljenja in prizadevanja za izgradnjo prizidka urgentnega bloka. V nedeljo bo po vsej Sloveniji potekal referendum o zakonu in spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. Referendumsko vprašanje se bo torej glede na predlog odloka glasilo: ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 31. marca 2021. Vsak volivec bo imel tako na izbiro glasovati za ali proti. Obe stališči glasovanja za in proti sta nam predstavila poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije Boris Doblekar in Primož Siter. Po mojem mnenju, glede na vse, kar se je do zdaj dogajalo z okoljem, z naravo, z vodami, ko smo končno sprejeli nek zakon, ki bo stvari uredil, je potrebno nujno ta zakon podpreti, kar pomeni, da je treba glasovati za čisto vodo, kar pomeni za čisto vodo, zato, da se zakon uveljavi in da bomo končno imeli na tem področju red, kar ga doslej ni bilo. Predvsem je pomembno to, da smo zožili pravice gradenj na priobalnih pasovih. Doslej so lahko na priobalnih pasovih gradili zasebne vile, onemogočali dostop do rek, potokov, jezer, morja. Odslej to ne bo več mogoče. Odslej bo tudi potem odločal strokovni organ, kar pomeni Direkcija za vode, to je izključno strokovni organ, ne pa več vlada z uredbami, kot se to dogajalo do zdaj. Se pravi, doslej je o tem odločila izključno politika, odslej bo potem odločal torej strokovni organ. 17 milijonov evrov denarja pripravljenega za sanacije vodotokov, torej za protipoplavno zaščito. Tega tudi doslej ni bilo in je to noviteta. In to vključuje zakon in zato moramo glasovati za, da bomo začeli urejati te vodotoke, da ne bo stanje takšno, kakršno je bilo do zdaj, ko se je povzročala škoda na premoženju in pa seveda tudi ogrožala so se življenja zaradi tega. To so te, rekel, bistveni poudarki. Ja, v vsakem primeru proti temu škodljivemu zakonu o vodah, ki ga predlaga vlada. Razlogov zakaj proti je ogromno, eni so čisto, da rečem, okoljski oziroma naravovarstvene narave, drugi pa družbeni. Zdaj, kar vlada s tem predlogom, čemur odpira vrata, da rečem, je gradnja na priobalnih območjih. Kar je seveda škodljivo. Škodljivo je, ker to neposredno škodi podzemnim vodam. Podzemne vode pa vemo, da so vir v bistvu vse pitne vode oziroma oskrbe s pitno vodo, ki jo v urbanih središčih, urbanih mestih v Sloveniji imamo. Pa čist, da rečem, ena taka zdrava kmečka pamet, hoteli, restauracije v naravi v bistvu nimajo kaj iskati, bodisi in še posebej, če je to na priobalnih območjih, ogrožajo vodo, ogrožajo cele habitate, uničujejo ekosisteme, življenjski prostor za rastline in narave in živali. Zdaj, to je ta, da rečem, okoljski naravovarstveni vidik, ki seveda ni edini problematičen, sem izpostavil zgolj enega. Potem je pa tukaj še ta družbena komponenta, ki je pa boleča še posebej v delu, ker omogoča privatizacijo torej priobalnih zemljišč. Dejstvo je, da je pred nami najpomembnejše vprašanje, referendumsko vprašanje, jaz mislim, da v zgodovini vseh 30 let referendumskih vprašanj, o njem moramo odločati vsi, moramo glasovati proti. Voda in obale so naše, dostop do njih mora biti
namenjen in omogočen vsem in ne le, čemu odpira vrata ta zakon, tistim, ki si bodo to lahko privoščili, torej morajo biti najbolj premožnejši. Litijski občinski svetniki so se v ponedeljek sestali na 5. izredni seji. Glavna točka dnevnega reda je bila potrditev Invest programa za projekt izgradnja vrtca Najdi Hojca v Litiji. Uvodno predstavitev je imel Igor Parkelj, ki je podrobno predstavil investicijski program same gradnje novega vrtca, kakor tudi vse pripadajoče infrastrukture, ureditev zunanjega igrišča, dostopnih poti in parkirišč. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 4,9 milijona evrov, od česar je občina Litija že pridobila 1,8 milijona nepovratnih sredstev iz razpisa državnega proračuna in ekosklada. Sledila je razprava svetnikov. Nekaj jih je poudarjalo, da niso proti gradnji vrtca, ki je nujno potreben, ampak so skeptični proti tako visoki ceni in obenem nizali potrebe ostalih krajevnih skupnosti. Na vse te pripombe je odgovoril župan Franci Rokavec. Dejal je, da je dovolj lokalnega egoizma in ozkega gledanja zgolj na manjše dele občine, ki mora biti enovita in celotna, ali pa je bolje, da je ni. Po še dodatnih razpravah je občinski svet Invest program v predlagani obliki potrdil. Vabimo vas, da si posnetek seje ogledate na našem programu v prihodnjih dneh. Litijski zdravstveni dom si v zadnjem obdobju močno prizadeva, da se zgradi prepotreben prizidek k urgentnemu delu, saj sedaj delovanje nujne medicinske pomoči močno prostorsko omejeno. Tako se je vodstvo zdravstvenega doma v sredo srečalo z državnim sekretarjem z Ministrstva za zdravje, magistrom Francem Vindišarjem, prisotna pa sta bila tudi župana občin ustanoviteljic Litije in Šmartnega. Osrednja tema pogovorov je bila predstavitev rezultatov cepljenja in potreba po novem urgentnem prizidku, ki bo stal dobra 2 milijona evrov. Poglejmo del izjave direktorice doktorice Jožefe Kežar in magistra Franca Vindišarja. Promoviramo cepljenje tudi v Litiji in Šmartno pri Litiji in da predstavimo naše točke, se pravi center za cepljenje, točko COVID testiranja, predvsem pa najpomembnejše projekt izdelave prizida urgentnega centra v malem pomenu v zdravstvenem domu Litija, ki pokriva zelo veliko področje 321 kvadratnih kilometrov dveh občin Litije in pa občine Šmartno pri Litiji. Nujna medicinska pomoč je pa stvar, ki jo bo pa treba v letošnjem letu kljub epidemiji, kljub tem težavam, ki smo jih prej omenili, tudi rešiti. Namreč enakovredna dostopnost do zdravstvenih storitev, predvsem na področju nujne medicinske pomoči, je nekaj, kar je prioritetna naloga regulatorja Ministrstva za zdravje. Se pravi, mi smo leta 2016 odprli 10 urgentnih centrov, zdaj ste verjetno slišali, da bomo začeli graditi še 11. Tudi ljubljanski DTS se počasi končuje, ampak na terenu pa nismo naredili od takrat nič. Vse ostalo je ostalo takšno, kot je bilo predtem in tu bo treba narediti korake naprej. Res je, da je ministrstvo zagotovilo, oziroma trenutno je v proceduri v Državnem zboru zakon o nujnih investicijah, kjer je sicer za primarni nivo nekaj malega tudi namenjenega, vemo pa, da je tega premalo in da bo potrebno za krepitev investicij na primarnem nivoju tudi nekaj narediti. Tukaj bodo predvsem ali satelitski urgentni centri ali pa tudi ostale oblike za nujno medicinsko pomoč sigurno prioriteta. Vse ostalo lahko počaka. Urgenca ne more počakati nikoli. In vse moramo narediti, da bo nujna medicinska pomoč prišla na takšen nivo, ki si jo prebivalci zaslužijo. Občina Trbovlje je v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje v okviru praznika Dneva državnosti organizirala poletje pod zvezdami na Kumu, kjer bodo 3 poletne večere tudi glasbeno popestrili. Več o koncertih pod milim nebom pa županja Trbovelj Jasna Gabrič. Ja, večeri na Kumu bodo sledili, kjer bodo ljudje lahko posedali po travniku po mehurčkih, tako kot pridete v skupini, tako se boste lahko posedali po hribčku. Akustični večer z Ditko, čudovita glasba, čudovit glas pod zvezdami ob 9. zvečer bo že v soboto 10. julija, potem sledi pa konec julija še Eva Boto in pa konec avgusta še
Petra Ambrož, domačinka. Jaz mislim, da bo to trije res čarobni večer. Jaz se jih zelo veselim, tako da vljudno vabljeni tudi vsi ostali. Res na zraku svežem, ne? In kot sem rekla, pod milim nebom. Litijska knjižnica tudi v poletnem času ne miruje. Tako je skupaj z Javnim zavodom za kulturo, mladino in šport Litija zaključila Tačkov festival. Prihodnji teden pa pripravlja poseben dogodek. Več o tem je povedala direktorica Andreja Štuhec. Se pa v teh dneh pri nas pripravljamo na en poseben dogodek, in sicer predstavitev lastne knjige, ki smo jo pripravili v okviru svoje založniške domoznanske dejavnosti. V njej so zbrani spomini na furmane in na delo s konji. Naslov pa smo ji dali: Bolj ko je komad okrancljan, bolj konj z veseljem vleče. Predstavitev knjige bo na gradu Bogenšperk, in sicer v sredo 14. julija ob 19. uri. Knjigo bo mogoče tudi kupiti. Od 10. pa vse do 19. julija bo v Zagorju ob Savi potekala najstarejša slikarska kolonija ne le v Sloveniji, ampak tudi izven, 58. slikarska kolonija iz Lake Zagorje. To pot se je vabilu odzvalo 11 renomiranih ustvarjalcev iz domovine, nekaj pa tudi tistih, ki so prišli sem in tukaj našli svoj drugi dom. Glavno besedo, vizualizirano, bodo imeli gostje. Organizatorji pa so ob glavnem dogodku pripravili tudi nekaj zanimivih spremljevalnih prireditev, na katere vas vse lepo vabijo. Tako bo občina Zagorje prihodnjih 10 dni dihala v ritmu likovnega ustvarjanja, kulture in zanimivih dogodkov. Delo likovne kolonije bomo spremljali tudi mi in o njej poročali v prihodnjih informativnih oddajah. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.